Danes v rubriki Na filmski krivulji nadaljujemo s predstavitvijo Dona Bluta. Narisal je še nekaj kasneje nekreditiranih začetnih scen animiranega filma Lisica in pes in nato s svojimi somišljeniki dokončno zapustil Disney ter ustanovil neodvisen konkurenčni animacijski studio Don Bluth Productions. Začeli smo v garaži, a ne zato, ker je v garaži začel tudi Walt, temveč si česa drugega preprosto nismo mogli privoščiti, se začetkov spominja Don. Z željo oživeti klasični slog animacije in le tej vrniti čar, ki smo ga lahko občudovali v zgodnjih Disneyjevih klasikah, so najprej naredili kratkometražno animacijo za TV, naslovljeno Banjo the Woodpile Cat. Studijev prvi animirani celovečerec Skrivnost čudežnega grma iz leta 1982, ki ga je Bluth tako o scenariju kot tudi režiral, je bila adaptacija večkrat nagrajene otroške knjige Miss Frisby and the Rats of Nim. Vizualno očarljiva vrnitev k bujni in sila podobni detajlistični animaciji je na kinoblagajnah zaslužila dvakrat toliko, kolikor je znašal njen že tako skromen budžet in hkrati velja tudi za eno izmed njegovih največjih mojstrovin. Ker pa film vseeno ni zaslužil dovolj, so bili pri Don Bluth Productions primorani vložiti celo predlog za stečaj. Don, John in Gary so nato ustanovili Bluth Group in pričeli z delom na zgodovinski arkadni videoigrici Dragon's Lair. Popularno igrico je nasledila še ena, tokrat znanstveno-fantastična igra Space Ace, za katero Don ni ustvaril le animacije, ampak je svoj glas posodil tudi glavnemu negativcu Borfu. Med pripravljanjem videoigrice Dragon's Lair 2 Time Warp pa se je industrija arkadnih videoigric sesula. Trojica se je tako znova znašla pred stečajem. Na srečo bi lahko rekli, so spoznali podjetnika Morrisa Sullivana, ki je tako kot oni verjel v klasični animacijski slog in skupaj so ustanovili Sullivan Bluth Studios. Za prvi projekt v novem studiu so se združili s Stevenom Spielbergom. Leta 1986 je tako nastal celovečerni animirani film o dogodivščinah pogumnega miškolina Fivla Ameriška zgodba. Čudovita, topla pripoved, ki spremlja družino miši na prelomu stoletja imigrira iz Rusije v Ameriko, je tisti čas postala tudi najdobičkonosnejši ne-Disneyjev animirani film. Tudi naslednji projekt, ki je sledil čez 2 leti, je predstavljal sodelovanje s Spielbergom. Dežela preteklosti, čarobna prazgodovinska pustolovščina z dinozavri spremlja osirotelega tačka in njegove prijatelje Saro, Špika, Račkota in Petrija na iskanju legendarne Velike doline. Filmu, ki so si ga v svoja srca vtisnili stari in mladi, je sledilo še kar 12, sicer od izvirnika veliko slabših, tako imenovanih direct-to-video nadaljevanj, s katerimi Don in njegova ekipa niso imeli nič. Leta 1989 pa je izšel animirani film Vsi psi gredo v raj. Čeprav je bila prikupna zgodba o nemškem ovčarju Charliju, ki z zvijačo pobegne iz nebes in se vrne na zemljo, kjer načrtuje maščevanje svojemu morilcu, kar se dobička tiče le zmerno uspešna, je film kasneje ob izidu na VHS formatu postal kultna klasika. Do leta 1995 so nato luč sveta ogledali, tako po mnenju kritikov, kot tudi na kinoblagajnah spodleteli in nič kaj uspešni Peteljini rog, Palčica, Palček iz Central Parka in Kamenček in Pingvin. Anastazija je leta 1997 nato izšla pri Fox Animation Studios. Zaradi velikega uspeha dobro zgrajene zgodbe o izgubljeni ruski princesi so mnogi že videli enakopravno vojno med Disneyjem in 20th Century Foxom, ko se je vse skupaj končalo z Bluthovim naslednjim projektom futuristično-znanstveno-fantastične pustolovščine Titan AE, ki je kljub tehnični dovršenosti ustvarila kar $40 milijonov izgube. V zadnjem času se je bolj kot ne umaknil iz filmske industrije, a še vseeno sodeloval pri videospotu Mary skupine Scissor Sisters in leta 2009 tudi pri snemalni knjigi za kratko risanko Gift of the Hoopoe za filmski festival v Saudski Arabiji. Naj zaključim z njegovo mislijo: raj imam, da animacija sega v svetove, kamor igrani film ne more seči.